When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off with your feet, will the massive remember the taste of your love? Will your eyes still smile from your cheeks? 'Cause darling, I will be loving you till we're 70. Spoštovane dame in gospodje, dragi diplomanti, podžupan občine Ravne, direktor šolskega centra, ravnatelj višje šole, predsednik sveta šolskega centra Ravne Andrej Rutar, dragi predavatelji, predavateljice, mentori, mentorice, pozdravljeni sorodniki in pa prijazno dobrodošli vsi zbrani na letošnji svečani podelitvi diplom diplomantom Višje strokovne šole Ravne. Letos je študij na naši višji strokovni šoli zaključilo 15 diplomantov. In če to številko pridamo tem, ki smo jih tukaj ali pa na kakšnem drugem prostoru, skratka na Ravnah, v preteklih letih podelili, je številka, ne boste verjeli, že 95. 95 diplomantov, praktikov, inženirjev in jaz upam, da je to tisti prispevek, ki ga srednja šola najprej, potem pa tudi višja, ki je nadaljevanje in vertikala, daje občini in temu, da bo gospodarstvo tukaj in tudi širše lahko normalno funkcioniralo. Prosim gospoda podžupana Aljaža Vrhovnika, da v imenu občine, ki jo danes predstavlja, spregovori par besed. Izvolite. Spoštovani zbrani, prav lepo pozdravljeni v imenu občine Ravne na Koroškem. Izjemno veseli in ponosni smo, da imamo tukaj na Ravnah visoko strokovno šolo, ki ustvarja znanje za prihodnje generacije in seveda omogoči, da to znanje, ki je na Ravnah že bilo pridobljeno, prehaja iz roda v rod in da s tem tudi krepimo gospodarsko središče Koroške regije, kot se s tem radi ponašamo tukaj na Ravnah na Koroškem. Iskrene čestitke vsem 15 diplomantom v imenu občine Ravne na Koroškem, vsem prisotnim pa prijetno počutje v tem mesecu, ki je pred nami, in prijetno praznovanje praznikov. Hvala lepa. Hvala lepa za prijazne želje, ki jih z dvojno mero vračamo občini in vsem tistim, ki vodite našo skupnost. Pa prosim ravnatelja Višje strokovne šole, magistra Draga Hribernika, da spregovori nocoj diplomantov. Spoštovani diplomanti, profesori, mentori, kolegi, cenjeni gosti, lepo pozdravljeni. Iskreno čestitam inženirjem strojništva in mehatronike za uspešno upravljeno diplomo, s katero ste zaključili študij na naši šoli. Veseli me, da ste vztrajali po začrtani poti in dosegli zastavljene cilje. Bodite drzni in kreativni. V vas je velik potencial, izkoristite ga. Uspešna podjetja danes potrebujejo inovativne ljudi, ki iščejo nove in boljše rešitve. Na naši šoli se trudimo, da ostaja kvaliteta študijskega programa visoka. Veliko nam pomeni, da ste naši študenti zadovoljni. Zavedamo se, da ste v svoj študij vložili veliko prostega časa in veliko truda. To cenimo, zato se še posebej trudimo za vsakega študenta posebej. V zaključku predarskega leta pa vam želim veliko osebne sreče, zadovoljstva ter uspeha na vaši poklicni poti. Vsem, ki ste se udeležili današnje svečane podelitve, želim mirne, zadovoljne praznične dni v prihajajočem letu, pa čim več zdravja, optimizma in dobre volje. Po uradnem delu pa vas vljudno vabim na druženje v Pregrisku in Kozarčku. Hvala lepa, ravnatelj višje šole. Zdaj pa prihaja ta svečani trenutek. Podelili bomo diplome po abecednem vrstnem redu, najprej 12 inženirjem strojništva in prosila bom dva kolega, da podelita te diplome. Prosim, če se pridružite.
da bomo v dobri družbi. In prvega vabim Boštjana Bricmana, da se nam pridruži. Boštjan Bricman je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Vzpostavitev novega sistema planiranja proizvodnje v podjetju Serpa. Njegova mentorica je bila magistrica Martina Ribič, v podjetju pa mentor Danilo Viderman. Boste mu prinesli čestitke. Naslednji je Jan Goršek. Prosim. Jan Goršek je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Tehnološki postopek izdelave prototipa vetrne turbine za podjetje Kovine Goršek, d.o.o. Mentor predavatelj je bil dr. Vinko Močevnik, mentor podjetju pa je bil Dušan Goršek. Jan Goršek si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva, iskrene čestitke. Naslednji je Tomaž Kadiš. Sedež je prosten, a ne? Tako? Pa ni prazen. Samo na pravem sedežu ni sedel, gospod Kadiš, ne? Ni hudega, samo da ste tukaj. Dobrodošli. Tomaž Kadiš je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Optimizacija dela raziskovalnih centrov MCFV in Matek 40HV v podjetju Noži Ravne. Mentor predavatelj je bil Igor Kosvač, mentor podjetju pa Stanko Vogel. Tomaž Kadiš si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitamo. Da pa je tukaj Jošt Kolar, pa že vem. Jošt Kolar je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Uporabnost tekočih penetratov pri preiskavi jeklenih ulitkov v podjetju Sistemska tehnika. Mentorica predavateljica je bila Berta Grešovnik, mentor podjetju je bil Alojz Hudej. Jošt Kolar si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva, iskrene čestitke. Martin Kos je tukaj. Je, izvolite. Martin Kos je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Analiza nakupa novega stroja za brizganje plastike v podjetju Trboplast, rotovnik Ludvik SP. Mentorica predavateljica je bila Jerneja Rebernik-Herman. Mentor je v podjetju pa Ludvik Rotovnik in Zvonko Širnik. Martin Kos je pridobil višješolsko izobrazbo inženir strojništva, iskrene čestitke. No, to je privilegij, da rožico dobiš kar od mentorice. Boštjan Kotnik. Boštjan Kotnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Optimizacija uporabe rezalnega orodja in postopkov odrezovanja v podjetju Sistemska tehnika. Mentorica predavateljica je bila magistrica Martina Ribič, mentor podjetju pa je bil Branko Špalir. Boštjan Kotnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Iskrene čestitke. Tadej Ledinek. Tadej Ledinek je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Optimizacija kontrolnih točk za izdelavo novega izdelka v podjetju CNC Pušnik in Knez. Mentorica predavateljica je bila magistrica Martina Ribič, mentor podjetju pa Miran Zorma. Tadej Ledinek si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Iskrene čestitke. Prosim Mateja Miklavca, da se nam pridruži. Matej Miklavc
Miklavc je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Izboljšava priprave za merjenje momenta na vrtalnih kladivih za podjetje Oprema Ravne. Mentor predavatelj je bil dr. Vinko Močivnik, mentor v podjetju je bil Mirko Gorinček. Matej Miklavc je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitke! Borut Uranc Rataj. Borut Uranc Rataj je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Izdelava jeklene konstrukcije za pritrditev robotskih rok v A, v B in A kovinarstvo SP. Mentor predavatelj je bil dr. Vinko Močivnik, mentor podjetju pa Branko Špalir. Borut Uranc Rataj si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitke! Naslednjega vabim Marjana Sušnika. Marjan Sušnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Razvoj hidravlične stiskalnice 185T za podjetje Varilni inženiring Srečko Kvar SP. Mentor predavatelj je bil ponovno dr. Vinko Močivnik, mentor podjetju je bil Srečko Kvar. Marjan Sušnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Iskrene čestitke! Še enega Sušnika bom povabila, pa ne bom se zmotila, ne da ne. Prosim, Tomaž Sušnik. To pa je dvojni praznik, ne? Tomaž Sušnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Razvoj hidravličnega sistema hidravlične stiskalnice 185T za podjetje Varilni inženiring Srečko Kvar SP. Mentor predavatelj je bil magister Drago Hribernik, mentor podjetju pa Srečko Kvar. Tomaž Sušnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Iskrene čestitke! Sedaj pa bi draga Benka prosila, da sede in si odpočije in bi prosila podžupana, da se pridruži gospodu Hriberniku in podeli skupaj z njim diplome še našim 3 inženirjem mehatronike, ki pa so vsi tukaj, jih vidim. Prosim Primoža Koroša, da se mi pridruži. Primož Koroš je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Kriminalistično preiskovanje delovnih nezgod v sektorju kriminalistične policije. Mentorica predavateljica je bila magistrica Martina Ribič, mentor podjetju pa je bil Slavko Koroš. Primož Koroš si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Iskrene čestitke. Mehatronike, ja? No, pa če še enkrat diplomira, pa tudi ne bi bilo nič narobe, ne? Naslednji je gospod Vanja Ristič. Vanja Ristič je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Avtomatizacija strege CNC stružnice v podjetju Merc. Mentor predavatelj je bil Zdravko Pavlikovič, mentor podjetju pa je bil magister Marko Valand. Vanja Ristič si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Čestitamo! Alojz Roter. Alojz Roter je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Krmiljenje in regulacija solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode. Mentor predavatelj je bil Drago Šebes, mentor podjetju je bil magister Peter Sekolonik. Alojz Roter si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Posebej lepe čestitke sodelavcev. Zdaj pa prihaja tisti trenutek, ko se bomo fotografirali, da ne bodo spomini zbledeli. It's time to go home now, and I've got an aching head.
res je, nisem vam še povedala, diplomanti, izgledate čudovito nocoj. Tudi drugi gostje. Lepo prosim, če se mi zdaj pridružita ravnatelj višje šole in pa predsednik sveta srednje šole oziroma šolskega centra Ravne, Andrej Rutar, da podelimo nagrade najboljšim študentom. Tistim, ki smo včasih rekli pifleri, se veste, ne? Ampak smo ponosni na take. Izvolite, pridite. Med strojniki imamo tokrat 2, tudi na 2 decimalki, se ni dalo nič pomagati, torej bomo podelili nagradi kar obema. Najprej vabim, da se mi pridruži Tomaž Kadiš. 8,4, no, to je skoraj 8 do 9, ne, visoko dovolj, torej moraš biti kar priden, da dobivaš same take visoke ocene. Ja, prosim. Naslednji iz področja strojništva je Matej Miklavc. Tudi pri njem je 8,4 povprečje. Čestitamo. Med mehatroniki pa je to Vanja Ristič. Dosegel je odstotek, oziroma sliko malo 9, torej skoraj 9. Pa upam na tisto malo, kar je zmontalo ni bila kriva moja angleščina, ne? Vanja, ne da ne. Če ne, pa pridite popravljati. Čestitke, Vanja. Hvala lepa, gospoda, za pomoč. Zdaj pa seveda dajemo besedo tistim, zaradi katerih smo nocoj tukaj. Dajemo besedo našemu študentu, ki bo v imenu generacije povedal par besed. Gospod Koroš, prosim. Zdravo vsem skupaj. Mene je zaletela ta čast, hvala, da lahko tu spregovorim par besed v imenu študentov. Kaj naj rečem, prišli smo do cilja, končno. Te 3 leta šolanja so minila hitro, oziroma mogoče v kakšnem primeru kako leto več. Glavno smo vsi zdaj tukaj, ne. Jaz se spomnim 3 leta nazaj, ko sem se šel opisal do gospoda Hribernika na šolo. Mi je takrat rekel v pisarni, fant, boš videl, 3 leta mine, 1, 2, 3, ne. Takrat sem mislil, ok, malo to on nabija, ne. Šola je le šola, ampak ja, no, dejansko danes lahko rečem, da ste imeli prav. Se mi zdi, da smo šele začeli skupaj hoditi, pa smo šli v bistvu pri koncu. Zdaj na tem mestu bi se rad zahvalil vsem profesorjem, zdaj vidim, da vseh danes ni tu, torej zahvala gre tudi tistim, ko jih ni, da ste nas uvodili skozi ta študij, nam pomagali, da ste bili dosti strpni, da ste nas prenašali, včasih tako nekaj enostavno, kot se čuje, ampak skupno nam je nekaj uspelo, tako da smo danes prišli do tega cilja. Zdaj, da se nam sam zahvaljeval, bi na koncu čisto še izrekel čestitke vsem mojim soborcem, ki smo danes tu. V glavnem uspelo nam je, tako da danes lahko uživamo, pa tako da se popijamo, se malo poveselimo. Hvala lepa. Hvala lepa za te besede in zdaj prihaja samo še zahvala mentorjema, ki sta v tej generaciji res bila mentorja tolikim študentom in njihovim diplomskim nalogam. Dr. Vinko Mučevnik je bil mentor 5 diplomskim nalogam in magistrica Martina Ribič 4. Drago, prosim, ti 2 rožici sta za njo. Hvala lepa za opravljeno delo. Pa še čestitka, dragi diplomanti. Iz srca vam čestitam za vašo vztrajnost, pogum
voljo in moč, da ste dosegli in zasegli in presegli zastavljene cilje in gotovo uresničili svoje sanje. Iskreno vam želimo, da ste uspešni in srečni. Predvsem pa vam želimo, da nikoli ne izgubite vere v smisel tega, kar počnete, in to, da je za številne ljudi pomembno, da ste. In kot je dejal Sir Winston Churchill, ste in ostanite gospodarji svoje usode, ste in bodite kapitani svoje duše. Hvala.